Pozdravljeni! Zopet je na vrsti naš redni komentar novic, kjer si bomo kot običajno pogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot ponavadi bo tudi današnji komentar novic razdeljen na 4 dele. Obdelovali bomo argumente, o katerih v preteklosti smo že marsikaj rekli, in kot običajno, vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov, seveda navedene v samem opisu. A pustimo sedaj to, najbolje, da se lotimo naše prve današnje teme, da ne bo ta prispevek predolg in seveda preveč dolgočasen. Izgleda, da nekateri posamezniki nočejo razumeti. Namreč v članku, ki smo ga lahko zasledili na spletnem portalu motosport.com 15. januarja, lahko slišimo dobesedno pritoževanje Coltona Hurta. Namreč govori o tem, da vkolikor Andretiju ne bo uspelo priti svojo ekipo v Formulo 1 za sezono 2025, bo njegovih sanj seveda dobesedno konec. In tu namiguje na to, da pravzaprav mu drugi ekipe ne dajo možnosti, da bi se dokazal. A pozablja na eno izjemno pomembno in osnovno zadevo. Sam kot voznik ne izpolnjuje minimalnih pogojev. On bi lahko tudi sedež imel, ki bi ga čakal na štartnem razporedu, ampak vkolikor nima točk za super licenco, je brez veze se kujati in iskati izgovore drugod. Colton Hurta po lastnem prepričanju je lahko najbolj popularen voznik v seriji IndyCar in mogoče eden izmed najbolje plačanih, ampak po drugi strani ni pokazal tistega, kar je minimalni pogoj za vstop v Formulo 1. Nekaj, kar je na primer uspelo Loganu Sargentu ali pa na primer Nikolaju Latifiju, Nikiti Mazepinu in Miku Schumacherju. A seveda najlepše je za svoje neuspehe kriviti druge. In zato Formula 1, ker ne bo pustila Andrettiju priti v Formulo 1, bo kriva za to, da bo Colton Hurta ostal v seriji IndyCar. In po možnosti tam okrog 10. mesta. Vsakdo si lahko sedaj nekako ustvari lastno mnenje o tem, koliko sanja Colton Hurta in koliko razume tisto, kar je realnost. A pojdimo k naši drugi današnji temi. Na spletnem portalu GP Blog smo lahko 17. januarja opazili novico, ki bi lahko pritegnila pozornost marsikoga izmed nas. Namreč dogovarjajo se, da bi veliko nagrado Španije premestili iz proge v Montmelóju na ulice Madrida, kar bi bila velika sprememba. Namreč Montmeló je mnoga leta veljal za tisto povprečno progo, ki je nekako vsebovala vse tiste elemente, ki so bili vitalnega pomena za zmagovalni bolid Formule 1. Če si bil hiter v Montmelóju, si bil hiter povsod. A izgleda, da ta izjemno pomembna, znamenita španska proga bo delila podobno usodo, kot smo jo videli v Le Castelleju. Proga bo verjetno še v uporabi za razna testiranja, na primer Pirellija in podobno, ampak dirka bo bliže ljudem na ulicah znamenitih mest,
kjer bodo lahko organizatorji nekako izkoristili tudi tiste sekundarne dejavnike, tisto porabo za hotele, za restauracije, za drugo zabavo, ki jo bodo lahko izvlekli iz nas, navdušencev, ki bomo prišli v živo spremljati dirke. To je trend v Formuli 1, o katerem smo že govorili in danes bomo tudi še omenili. Ampak ta sprememba ne bo dobesedno od danes do jutri. Prvi datum, kjer bi lahko videli dirkanje na ulicah Madrida, bo v sezoni 2026. Čeprav je Stefano Domenicali navdušen nad idejo, ni še nič uradnega in nismo videli še nobenega podpisa, vsaj za enkrat ne. A kar se tiče te spremembe v celotni Formuli 1, smo lahko začeli opažati trende. Najprej, naprimer, v Združenih državah Amerike in sedaj počasi prihaja tudi v Evropo. A pojdimo k naši tretji temi, ki je seveda povezana z drugo. Da so ulične dirke pravi hit v sedanji Formuli 1, verjetno ste opazili vsi. In 18. januarja smo lahko na spletnem portalu RaceFans opazili članek, ki govori pravzaprav o tem, kako v Formuli 1 imamo zmeraj več dirk svetovnega prvenstva po mestnih ulicah, medtem ko Formula E se praktično iz ulic seli na klasične proge. Novica, ki v bistvu ni novica, mi vsi smo to opazili dobesedno že zdavnaj. Se kdo izmed vas spomni prispevka, ki je govoril o zatonu Formule E, objavljen je bil 26. decembra 2023. V njem sem izpostavil med drugim prav ta fenomen. In v bistvu ne gre za neko samohvalo, za neko samopromocijo, glejte, imel sem prav, ampak v tem svetu prepisovanja, prevajanja in, bodimo iskreni, tudi prisvajanja idej, je lepo videti, da razni avtorji po svetu v bistvu razmišljamo v isti smeri in vidimo podobne stvari. Ampak da ne boste presenečeni raznih potrditev, za danes še ni konec. Poglejmo si, kaj sem pripravil za našo zadnjo temo. Lea Turinja kot poznavalca razmer v skuderiji Ferrari sem že mnogokrat omenil in mnogokrat citiral. 12. januarja je na svojem blogu Profondo Rosso objavil zapis, kjer nekako povzame celotno kariero Simone Aresta. In tu je treba poudariti, da tudi Simone Aresta je mnogim izmed vas, predvsem tistim, ki sledite mojim prispevkom, znano ime. Ni skrivnost, da sam tega italijanskega inženirja cenim kot sposobnega. Sam Leo Turini je poudaril na koncu svojega zapisa, da je Aresta sedaj teoretično na razpolago Frederiku Vassarju. In to je po mojem osebnem videnju izjemno pomembna informacija. Če se spomnite, v drugem delu komentarja novic, ki pa je izšel 2 dni pred zapisom Lea Turinja, sem dobesedno trdil isto. Takrat nas je ta rušada pri ekipi Haas malce presenetila, ampak ko smo se začeli spraševati, ko smo začeli razmišljati, kam bo odšel v tem trenutku Resta, se je mnogim pojavila opcija, da prav v skuderijo Ferrari, kjer bi lahko začel slediti razvoju modela 2024, bdel nad nastankom bolida sezone 2025 ali pa se danes začel ukvarjati s tistim,
kar bo bolit v sezoni 2026. Opcij je kar precej, ampak zopet potrdilo, da mnogi razmišljamo v isti smeri in imamo podobne vizije. A tudi danes smo prišli do konca našega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.